In kuharska mojstrica Ana Rostojen je naša gostja. Dober večer. Zakaj ste izbrali prav Poreč na Hrvaškem? Mislim, kdo se ne bi izogibal Istre za to, da odpre eno krasno zgodbo nekje ob morju. Pač življenje je polno izzivov in mislim, da jim moramo nekako slediti. Istra, moja družina ima hišo v Istri že 60 let. Poznam njene sestavine, poznam njen način, kako funkcionira in praktično ta priložnost sploh biti tako na rivi, tako v delu starega mestnega jedra je absolutno nemogoče, da rečeš ne, in zato to nastaja in tako bo tako obstalo. Jaz ni podružnica, je zasidranje. Pravite, kaj bo torej v Poreču drugače? V Poreču bo drugače seveda glede sestavin, ker mi stavimo v vsej družbi vse karte na to, da so sestavine sezonske in da so recimo v Ljubljani iz tržnice, v Kobaridu iz planin in tako bojo v Poreču iz morja, kar pomeni, da je morje tisto, ki bo definiralo prostor. Omenjate sezonske jedi. Koliko lokalnih istrskih kmetov sestavlja dobaviteljsko mrežo? Vsak dan več. V bistvu je zelo zabavno, zato ker se vsak dan trudimo, da najdemo nekoga več in včeraj je bil tu park v Pazinu, goji govedo in prašiče in jagnjetino in sem rekel tako, dobrodošli v družini. Pač to so najlepše stvari, ki se ti lahko zgodijo. Tako da mi se dejansko veselimo delo z ribiči, z kmeti, poli, z ljudmi, ki pobirajo divje rastline in mislim, da lahko ogromno stvari mi naučimo njih, kolikor oni lahko naučijo nas. Tako da to je tako vzajemni proces. Bo morda namenil tudi kakšne jed, ki jo Slovenci že poznajo iz vaših restavracij? Ja, namenil bo je kobariški štruklji. To se vsi najbolj smejejo, ker je najbolj prodajen krožnik do tega trenutka, ker mi smo imeli neke vrste soft opening do danes. In tako, ko smo gledali statistike, zdaj tako ne me zafrkavati, kobariški štruklji so najbolj prodajen artikel, zato ker je pač drugačen, ker ni nek klasičen tiramisu ali nek sladoled z toplimi gozdnimi sadeži ali pa tiramisu, ampak je nekaj jed s podpisom, ki pripoveduje zgodbo o mogoče moji poti, o zgodovini mojih krajev in dejansko še danes, če jih jaz tudi v Istri pojem, se mi zdijo tako enostavno fenomenalne. Samo še to, kdo vse bo v vaši ekipi, koga in kako ste izbirali? V bistvu to je bil dolgotrajen proces. Mi smo začeli nabiranje ekipe z avgustom lani. Absolutno največji doprinos je bil Tadej Stegel, Slovenec, ki je 15 let živel v Londonu, odpiral ogromne projekte v New Yorku in Londonu, med drugim tudi Zooma v New Yorku. In on je tak praktično projekt odpira. Mislim, seveda poleg mene in potem ekipe, ki smo jo počasi začeli sestavljati, ampak vedno moraš imeti nekoga na terenu, ki mu lahko 100% zaupaš in ki v bistvu stoji za tvojimi vrednotami, ki so neizmerno pomembne. To je pač no food waste, no being seasonal in ostati predvsem, kolikor se da lokalen. Tako da, če lahko izpostavim njega, bom zelo vesela, zato ker njegova selitev iz Londona v Poreč je bila tako
za mene v bistvu najprej norost, ker sem si mislila, zakaj bi nekdo nekaj takega naredil, pa se začneš zavedati, da imamo ljudi, ki dejansko verjamejo v to, kar počnemo in so pripravljeni življenje spremeniti zaradi podobnih zgodb. Najlepša hvala, da ste bili nocoj naša gostja in uspešno delo vam želimo še naprej. Hvala lepa in lep večer Ljubljani in celi Sloveniji.